da slišam to. Mali enega pa nese. Bodi pogumen, kadar te je strah. Ponižen, kadar zmaguješ. Vsak dan pa dober. Samo enkrat živiš, a če to opraviš dobro, je enkrat dovolj. Na oder pa sedaj vabimo našega župana, gospoda Berta Menarda, da nam nakloni nekaj modrih besed. Vse prav lepo pozdravljam. Upanje je, dokler razumemo, pridi, podaj mi roko. Tega veliko, tudi vidimo polna dvorana in tudi druge dvorane, ker se odvijajo koncerti, dobrodelni koncerti, naj se bo Caritas ali drugih dobrodelnih organizacij, so naši ljudje doma na tej sončni strani Alp zelo odprti. Že na začetku nam je pesem, so je tele naši mladi rovtori zaigrali na Golici, nekako zaigrali pri srcu in nam je, če bi to šišel že dol od spode, si bi morda naš moštiček še malo bolj odprl. Ampak tudi pri tej dobrodelnosti mora biti nekaj razuma. Mnogi to tudi izkoristijo v druge stvari. To smo videli tudi na poplavah, v Goslini, v Koroškem, tako da tudi tu mora biti malo previdni, tako kot tudi v vsakodnevnem življenju. Vesel sem, da je ta karitativna dejavnost v Rogaški občini zelo močna. Včeraj je uvod sveti Martin doma iz Panonije in potoval v 4. stoletju našega štetja v Toron, v Francijo. In seveda kot rimski vojak, strumen, resen, pa ne imel neko toplino v srcu in ko je videl brača Revežekove zeblo, je nekaj prešinilo, da mora temu človeku pomagati, vzel meč in rezal pol vojaškega sukniča in mu ga dal. Ni dal celega sukniča, ker je moral tudi za sebe to skrbeti, pa vendar. Zato razlagam, da je veliko izkoriščanja in morate imeti tudi razum, kadar se daruje. Mnogokrat ljudje mislijo, da se daruje samo z denarjem. Veliko se daruje tudi, če da nekdo neko lepo misel, zmolil, če naš rožnjevenec, morda je to več vredno kot 100 evrov, da nekomu to pokloniš. V Lugaciju smo imeli Toneta Komparata in bil zelo tako duhovni in je tudi razlagal o daritvi svete Maše in je enkrat razlagal, kaj je to darovanje, ko prinesemo na oltar. Ni samo, da prinesemo, da damo puščico, ampak na oltar prinesemo tudi vse tiste težave, ki se nam skozi teden naberijo, pa tudi tiste dobre stvari. Zato je vera tista, ki nam daje moč, če znamo to pomoč, to popotno palico tudi uporabiti. Še enkrat bodimo dobri, pomagaj ljudem, ki so v stiski, ne moramo vse razdati, ampak dajmo toliko, kolikor lahko, kajti tudi, ko razmišljam o gasilcih in o drugih, ki so dobrodelni, ki dajo del svojega življenja, del svojega zdravja, mora skrbeti, da so sami zdravi, da potem lahko del tega daje tudi drugim. Še enkrat hvala lepa, da ste tako mrzljivi, tako darežljivi in da pomagate ljudem, ki so pomoči potrebne. Tako kot je dobro ali pa dar ali pa blago darovati, je tudi prav, da tudi znamo sprejeti. Če nimamo, je prav, da vzamemo in zato, ko dobimo, se tudi na nek način zahvalimo, kaj je to Božje stvarstvo, v kraljestvu, v naravi je ravnovesje. Zakaj je nekdo revež? Morda mu je bilo na nekem drugi strani nekaj vzeto, zdravje, mogoče z neko barabijo, goljofijo in je zato siromak. Zato dajmo razmišljati, da mora biti to v ravnovesju in vse te dobrine, ki jih nekako pridelamo, ki jih nam narava, Božje stvarstvo daje, tudi pravično razdeliti. Še enkrat hvala vsem.